No, saj, potem pa slišimo še upgrade tega izgovora. Jaz ne rabim dopusta. To je pa že naslednji stadij, to je pa že naslednji stadij, ko ti začneš verjeti, da je podjetje tvoj hobi, ne. In da je to tvoje življenje in da te to v resnici najbolj napolnjuje. Jaz sem videl že preveč zelo nesrečnih zgodb na to temo, ali pa so še v ustvarjanju. To je flosko, to je brez veze. To ne boste našli nikjer nekaj, kar bi to podpirali. Ti potrebuješ poleg tega, da imaš pač neko firmo pa nekaj delati, rabiš tudi neke druge stebre sreče v življenju. In to, da ti kaj, ne vem, več prodaš, da te to toliko sreči, pač ne bo šlo. Mogoče sam z tega vidika, pač vsi imamo neke potrebe in po eni od lestvic, recimo potreb, imamo različno, imamo Maslovo hierarhijo potreb, ta je stara, pustimo, da smo se še v šoli učili. Ne vem, v enih teh novih lestvicah potreb, recimo ta being significant potreba potem, jo mnogi zadovoljujejo recimo na ta način, a ne, da so uspešni, da zaslužijo recimo več denarja, da lahko sproducirajo boljše rezultate, Ja. ampak Ampak za kakšno ceno za kakšno in ceno? na kakšno dolgo obdobje. Pa jaz sem spraševal, smo delali anketo med podjetniki, pa smo bilo vprašanje oceni od 1 do 5, kako pogosto praznuješ svoje uspehe. Odgovor je bil pod 2 povprečje. To je samo izgovor. To da mi je pomemben skozi to, da jaz neko firmo. Vedno najdeš nekoga, pri katerem, če želiš, boš vedno našel nekoga, proti kateremu se počutiš majhnega. Jaz vem, ker sem sam se s tem resno spopadel, pa se še zdaj kdaj, ne. Ampak jaz, ko objavijo bilance, jaz lahko grem bilance gledati in bom takoj našel firmo, ko bom rekel, ali pa pridem tule v vašo lepo pisarno pa rečem, mater, kaj meni ni jasno v življenju, ne, zakaj pa mi jaz tega ne. Ampak pa se moraš spet prizemljiti pa reči, imam pa toliko tednov dopusta, pa imam vse v redu, pa vsega imamo dovolj. Tule je ena knjiga obstaja, ki pravi If you're so smart, why aren't you happy? In ena od trditev, ki on noter pravi, je, da smo mi vzgojeni, da je uspeh redka in omejena dobrina, ne. Kar je pa ni res, ker mi smo lahko vsi uspešni hkrati. Se pravi, ni, da če to so ti športi meni, mladinski, pa to blazno problematični, ne. En zmaga, ostali pa jokajo, ne. Ampak oni so vsi prsmučali dol v izjemnem času. V roku 20 stotink razlike. Zdaj, bo čisto zafrustriran, ker je takole nekaj drugače naredila. Tule smo mi narobe, jaz ugotavljam, tudi jaz sem tule narobe vzgojen. Mi smo lahko vsi hkrati, mi kot družba smo v izjemnem izobilju in se imamo fajn, ne. A se vam zdi, da je to specifika našega dela sveta, da so recimo Američani v tem delu drugačni? Ker res včasih se mi zdi, da so recimo Američani, da imajo veliko bolj vgrajen koncept, sky is the limit, jaz lahko karkoli želim. No, to zagotovo. Tule je ta, midva z ženo velikokrat prava, ta jugosmelost vzgoja, to nam ni nič dobrega, ne. Sploh podjetnikom ne, no. Tule se ta razred še vedno postavlja, pa te vrednote, pa tako naprej. Sigurno je, pa mislim, da je prisotno to, no. Prisotno je to, da če bom jaz uspešen, sem imel primer enega podjetnika, mu je končno zalaufalo, pa je naredil visok dobiček in potem me kliče pa pravi, Madonna, zdaj mi je pa nerodno, bo v iPesu to objavljeno, pa bojo drugi videli. Ne, mislim. Saj večina Američanov začne tovrstne priročnike s tem, da nas ne sme biti strah uspeha. Tako. Ker je dejansko to, res je pri nas, kako bojo v moji vasi, kako bojo v mojem okolju rekli, kaj se pa ta zdaj kar naenkrat gre. Ja. Tega je ogromno, tako da. Okej, zdaj, kaj je vitko poslovanje? Saj sva v bistvu povedala, samo da naredim uvod, da greva naprej. Ja, mogoče, če samo dam malo tako, no, jaz sem se to vitko zaljubil čisto slučajno, ker je bila ena knjiga Lean Startup, ki je bila ful popularna, meni pa ni bila toliko všeč, ampak me je ta beseda lean blazno začela zanimati. Začel zelo to študirati, eno knjigo, ki jo tudi zelo priporočam, sem je Lean for Dummies, no, najboljša knjiga, ki obstaja. In opisuje pač te proizvodnje metode, ki jih Toyota vpeljala, bolj kot ne konec 80-ih let. Ampak, ko jo bereš tako malo zares, ugotoviš, da to niti slučajno se ne nanaša samo na proizvodnjo. In da je ta vitka filozofija, bom samo na hitro povedal samo to, da bo pravi naslednje stvari. Prva je, da uspeh ne obstaja, če ga ne znamo vnaprej definirati in meriti. Če se gremo mi tehtati, kdo je bolj uspešen, ne, če se ne zmeniva vnaprej, kaj je kriterij, imamo težavo. In jaz to pravim, da imamo mi kot družba s tem ogromno težavo.
Druga stvar pravi, da namen kjerekoli organizacije je ustvarjati vrednost za svojo stranko in samo stranka je tista, ki lahko presodi, a je to zares vredno ali ne. Spet se lahko midva greva kregati, kdo je neko lepšo slikco narisal, na koncu bo to pokazala stranki in se bo en odločil A ali B in to je to. Je vse, kdo je izobražen, kdo je tako. Tretje načelo pravi, da vse, kar jaz delam in ne ustvarja vrednosti za stranko, je odpadek, se pravi, ga lahko vržem stran. Potem četrto načelo, ki pravi, popoln proces nima odpadkov, in zadnje načelo, ki pravi, da popoln proces ne obstaja. Se pravi, jaz vedno lahko izboljšujem svet okrog sebe s tem, da odstranjujem stvari, ki ne ustvarjajo vrednosti. To je ena stvar, ki prispeva k produktivnosti, ali pa delam stvari, ki ustvarjajo več vrednosti. To je to. Okay. Kam sodi, recimo, zdaj sem zastrigla z ušesi, vrednost za stranko? Recimo to, da se jaz izobražujem na področjih, ki niso neposredno povezani, denimo s pravom, torej z mojim matičnim področjem, s pravom, s katerim se ukvarjam, sem pa zaradi tega veliko boljša pogajalka, boljši retorik, veliko lažje usmerjam ljudi na sestankih. To je če gremo v proizvodnjo, to je v nadgradnjo stroja. Ne? Če bi šla v proizvodnji, kam spada to, da jaz kupim boljši stroj, ne? Je tole. Ne? In izobraževanje ali pa usposabljanje sebe, da bom boljši, je v bistvu izboljševanje opreme, s katero delam, zaradi katere bom lahko posledično ustvaril več vrednosti v prihodnosti. In bo korist za stranko. Bo. Kaj so pa... Je pa nevaren, ker delam to na podlagi predpostavke, ker sem pa rekel, jaz mislim, da bo to bolj za stranko, ni pa nujno. Ne? In se lahko hitro, se je veliko stran poti v življenju, pač kakšne stvari delaš, ki misliš, da bojo koristne, po resnici niso. Ampak če bi bil človek vedež, ne bi bil revež. Normalno, vedno si lahko boljši. No? Tako da to je to. Kaj pa so potem tiste stvari, recimo, ki pa res nimajo vrednosti za stranko in ki jih je treba dati na odpad? 7 podpisov na dokumentu, prepošiljanje e-maila levo, desno, preveč dobro narejena stvar. Okay? Nekaj smo predolgo mencali z njo. Paretovo pravilo, 80-20. Ja, jaz opažam, da v svetu svet poganjajo pragmatiki. Ne? Na njih so pa ves čas jezni perfekcionisti. To je to. Ne? Ampak če ti hočeš nekaj narediti, je treba It's good enough. Good enough, pa šibaš dalje. Ne? Hkrati ti pa skozi nekdo žuga, kako da si na meji, pa da boš glih kar vse skupaj razpadlo. Je to malo tudi od osebnosti odvisno. Paretovo pravilo, ki pravi, da mi v 20% časa ustvarimo v bistvu 80% vrednosti, je zelo težko sede nekomu, ki se mu zdi, da kaj pa zdaj z vsemi ostalimi 20%. Vsega tudi ti spol narediš, ampak tukaj je spet strah. Ne? V tem primeru je unkaj perfekcionist, ga je še majčkeno bolj strah, ne? In on to, da mora še boljš narediti, v resnici opravičuje s tem, da lahko odlaša trenutek resnice. Jaz sem tako to videl. Pa jaz imam perfekcioniste zelo rad. Svet laufa zato, ker imamo cel kup enih panog, ki mora biti stvar, ampak mora biti pragmatičen perfekcionizem. Čas je vedno pomembnejši od odličnosti v večini primerov. AI, umetna inteligenca, kako bo ali pa že vpliva na vitkost poslovanja, kakšne preskoke bo prinesla, če jih že ni? Ja, jaz nisem ki bom ta prvi skočil za tehnološkimi novostmi. No? Čeprav me kdaj ljudje tako vidijo, ampak nisem. Nisi early adopter? Nisem tako. Za kakšne stvari ja, za kakšne stvari ne. Jaz mislim, da je pa objektivno za časa mojega življenja tale pojav generativne umetne inteligence stvar, ki bo največjo revolucijo povzročila od vsega. Mislim, da so orodja že zunaj, ki so izjemno zmogljiva in to zmogljiva do te stopnje, da jih večina ljudi nikoli ne bo znala uporabiti. Ta orodja so že danes tam in čaka nas ena brutalna kulturna transformacija, da si bomo to priznali, ki bo po mojem trajala vsaj toliko časa kot digitalizacija. Torej 20 let, naslednjih 20 let? Jaz po mojem še malo več. Da bojo ljudje, ker najpogostejša stvar, ki jo slišiš, ker nekomu rečeš ChatGPT, reče ta pa halucinira. Ne? To je najpogostejša stvar. Da od takrat, ki je to zares haluciniralo, do danes pač stvar ne halucinira več. Jaz ChatGPT-ja skoraj ne uporabljam, ker sem na Geminiju, ampak
to je izjemno dobro poznalo, izjemno zmogljivo, ljudje si pa še kar takole. Hecno je, da so najbolj proti oni, ki se jih to najbolj tiče. Ne. Če vprašam eno zelo splošno vprašanje, prav gotovo je nehvaležno, ampak kaj je najbolj učinkovit poslovni model v današnji dobi, kar imamo pri AI-ju, recimo? Učinkovit, da bi naredil nek biznis z AI-jem. Da bi bili, pustimo biznis z AI-jem, ampak kaj danes pomeni učinkovito podjetje? Jaz mislim, da učinkovito podjetje vedno pomeni to, da ti procese, ki ni treba, da se človek odloča o njih, jih daš te odločitve stran od človeka. To je splošno. Ne, se pravi, če imam jaz proizvodnjo, pa lahko robot nekaj naredi, je škoda, da to dela človek. To ljudi zna zelo boleti. Ampak ta stvar z AI-jem, to je to, kar je AI naredil, je iz tega dileme robot ali človek naenkrat prišla odvetnik ali AI, ali pa dizajner ali AI, ali pa ilustrator ali pa AI, ali pa programer ali AI, in tukaj to boli. Ampak najbolj učinkoviti so modeli, kjer rabiš Oboje. čim manj ljudi, za začetek čim manj ljudi, in ljudi porabiš za to, da delajo bolj kompleksno delo, ki je pa težje, ne.